Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni iz studia Idrijskih novic. Gost v današnji oddaji Aktualno je dolgoletni poslanec, prej tudi i župan občine Idrija, Samo Bevk. Dobrodošli. Lep pozdrav. Koliko mandatov pravzaprav ste še pravzaprav poslanec, gospod Bevk? Sedaj se mi izteka 6. mandat. To je kar veliko časa. Ja, to je še nekaj poslancev, ima podobno, nekateri celo več, recimo Roberto Battelli, nekdanji poslanec Italijanske narodne skupnosti, pa Janez Janša je bil večkrat izvoljen. Tako, nas je malo s 6 mandati. Začniva ta najin pogovor pravzaprav z najbolj aktualno temo, to je vojna v Ukrajini. En mandat ste bili tudi državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, drži ta podatek? Ne v celoti, jaz sem bil v kabinetu ministrice za obrambo Andreje Katič, tako da sem bil njen svetovalec, se pravi v njenem najožjem krogu. Kako gledate na te razmere? Torej, že prvi dan vojne smo se odločili in sklicali sejo odbora za obrambo in odbora za zunanjo politiko, ki sem ju vodil. To je bilo v petek, 25. februarja, drugi dan vojne v Ukrajini. Na tej skupni seji, ki je bila seveda zaprta za javnost zaradi zaupnega gradiva, smo obravnavali informacijo vlade Republike Slovenije o agresiji Ruske federacije na Ukrajino in o ukrepih, ki jih je Slovenija sprejela v zvezi s tem. Dosegli smo pravzaprav zelo visoko stopnjo enotnosti političnih strank parlamentarnih v obsodbi brutalne ruske agresije na Ukrajino. Jaz sem na tej seji tudi predlagal sklic generalne skupščine OZN, kar so predstavniki vlade pozdravili. To je kasneje dejansko predlagala potem čez nekaj dni sama Ukrajina in ob podpori široke mednarodne skupnosti in pa tudi Republike Slovenije je bilo zasedanje generalne skupščine 2. marca. Takrat je 141 držav iz vsega sveta podprla to enotno obsodbo OZN proti Rusiji, samo 5 držav je glasovalo proti, nekatere pa so se vzdržale. Tako enotne obsodbe nekega brutalnega akta še ne pomnim v generalni skupščini OZN v zadnjem obdobju. Pa vendar učinka ni, ne? So Združeni narodi na nek način tudi brezzobi tiger. Žal je res, da učinka še ni, ampak ta, bi rekel, obsodba in širina koalicije proti Rusiji se krepi in jaz verjamem, da bo slej ali prej nastalo premirje, da se bodo začeli pogovori, ki naj bi privedli k končnemu miru v Ukrajini. To, kar se sedaj dogaja, je nezaslišano. Vsekakor delimo z vami te vaše misli in tudi upanje, da se zadeve uredijo. Rdeča nit vaših poslanskih mandatov pa je pravzaprav kultura. Zakaj pravzaprav kultura? No, jaz sem stopil v politiko s funkcije ravnatelja Mestnega muzeja Idrija, zato sem seveda najprej kot župan občine Idrija in potem kot poslanec vedno podpiral projekte z področja kulture in umetnosti. Bil sem tudi 3-krat predlagatelj zakona o kulturnem tolarju najprej, potem kulturnem evru, ki je veljal vse od leta 1999 do leta 2013, ko je prenehal veljati. Zadnja vaša intervencija na področju kulture je bil sprejem nacionalnega programa za kulturo, ki bo veljal do leta 2029. Tam ste nenadoma opazili, da so na Idrijo kar pozabili, ne? Ja, tako je. Popolnoma je bila prezrta Idrija. Ne samo Idrija, prezrta je bila tudi UNESCO-va dediščina in dediščina, ki nosi znak evropske dediščine. Zato sem predlagal poseben amandma, ki vključuje 5 enot te dediščine, 3 seznamov UNESCO in 2, ki imata znak evropske dediščine. Če povem, to so UNESCO-vi prazgodovinska
kolišča na Igu na Ljubljanskem barju, potem je tukaj arhitekturni biseri arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani in seveda rudarska dediščina, ki je povezana z rudnikom živega srebra in Idrijo. No in pa dva, bi rekel, ki sta na evropskem seznamu, to pa je Partizanska bolnišnica Franja. Predlagal sem tudi, da se tukaj uredi sprejemno-informacijski center in pa cerkvica Svetega Duha v Javorci, izjemen spomenik iz časa Prve svetovne vojne. Tako da ta amandma sicer sprva na odboru ni bil sprejet, medtem ko je pa na plenarnem zasedanju dobil dovolj visoko podporo, sicer le en glas več, ampak to šteje v državnem zboru. Ta amandma je postal sestavni del nacionalnega programa za kulturo za obdobje do leta 2029. Vrednost tega amandmaja in vse te dediščine pa je 20 milijonov in 700 tisoč evrov. Če pa upoštevamo še to, da so na odboru za kulturo delno povzeli v koalicijskem amandmaju moj ta mega amandma in so v nacionalni program uvrstili obnovo topilnice, pa lahko tem 20 milijonom prištejemo še 2 milijona 300 tisoč evrov za obnovo in dokončanje projekta topilnice v Idriji in skupaj imamo za UNESCO in evropsko dediščino na razpolago 23 milijonov evrov. Ne zgodi se prav pogosto, da poslanec iz opozicije uspe s svojim predlogom? Ni prav pogosto, prej izjema kot pravilo, vendar tokrat mislim, da so se poslanke in poslanci odločali vsebinsko in ne politično. Politično kalkulacijo so dali na stran, premagala je seveda in prevladala je vsebina, tako da jaz sem vesel, tudi sam minister za kulturo je dejal, da mimo tega amandmaja kdorkoli bo že minister ne bo mogel. Spomnimo se tudi časov, ko ste bili eden predlagateljev kulturnega evra, tolarja, ki je v dolgih letih prispeval k revitalizaciji in oživitvi marsikaterega programa. Ja, to je res. Od leta 1999 do 2013 je bila slovenska kultura bogatejša za 95 milijonov evrov. Če tega zakona ne bi bilo, teh sredstev ne bi bilo. In tudi projekti na Idrijskem in Cerkljanskem so bili v ta zakon vključen. Vsega skupaj je šlo za okrog 6 milijonov evrov, predvsem za obnovo dediščine, kulturne dediščine, pa tudi za nekatere druge projekte na področju kulture, za knjižničarstvo, za ljubiteljsko dejavnost, za investicije v javne zavode in tako dalje. V parlamentu se večkrat oglasite tudi na temo okolja, tudi sami ste ribič, pohodnik, cenite naše okolje. Kako gledate na problem prerazmnožitve divjih zveri? Ta podatek seveda drži. Jaz sem na problem pojavljanja medveda v samem mestu Idrija in tudi v drugih krajevnih skupnostih na našem območju opozoril s poslanskim vprašanjem že oktobra lanskega leta ministra pristojna za naravo in kmetijstvo Vizjaka in Podgorška ter ju vprašal, kaj bosta storila, kdaj bosta pripravila novo strategijo upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji, ki je zelo zastarela. Nastala je pred več kot 20 leti, takrat, ko so ocenjevali, da je pri nas v Sloveniji okrog 450 do 500 medvedov. Danes je ta številka okrog 1200, se pravi, da se je rjavi medved množil v tem območju in obljubila sta mi novo strategijo, kajti v tej strategiji je samo mesto Idrija oziroma levi breg reke Idrice vključen v osrednje območje rjavega medveda. Tako da to je en ukrep. Drug ukrep je, da bi na evropski ravni izvzeli na Slovenskem in na Hrvaškem medveda iz območja zaščite, kajti prerazmnožil se je tudi v sosednji Hrvaški.
Kako potekajo sedaj ti pogovori v Evropski uniji, ne vem, vem pa, da sta ministra to večkrat izpostavila kot veliko vprašanje. Je pa konec februarja Ministrstvo za okolje izdalo odločbo o odvzemu rjavega medveda iz narave z odstrelom in na območju visokega zahodnega Krasa, kamor spada tudi Zveza lovskih družin Idrija, naj bi odvzeli 12 osebkov, samo na območju lovske družine Jelenk pa 3. Tako da bomo videli, kaj bo sedaj prinesla pomlad, ko bo konec zimskega spanja. Jaz upam, da se bo z nekaterimi ukrepi, upam, res stvar normalizirala in uredila. Če se seveda ne bodo pritožili. Mislim, da je rok že mimo in da pritožbe ne bo, ampak to je treba preveriti. Lahko da je še kakšen dan, bomo videli. Prihaja celo do tega absurda, da lastniki čebelnjakov, ki jih medved uniči, ne dobijo odškodnine, zato ker ti stojijo v osrednjem območju medveda in bi morali lastniki, ne vem kako sicer, zavarovati te čebelnjake proti medvedom. Ja, to drži, to je res, zato pa je potrebna sprememba strategije upravljanja z rjavim medvedom, da se Idrija izvzame in tudi druga naselja. Rečeno mi je bilo, da je strategija v medresorskem usklajevanju, ampak še ni bila sprejeta. Jaz upam, da bodo to naredili do konca mandata te vlade. Na področje okolja sodijo tudi problemi z posedanjem mestnih predelov v Idriji z rudarsko škodo, ki, kot vemo, se nekaj let sedaj celo ne izplačuje. Zakaj to? Torej, rudarsko škodo sem pripeljal v Idrijo kot župan občine Idrija. Takrat so nas na Ministrstvu za gospodarstvo slišali. Takrat je bil minister za gospodarstvo dr. Tajnikar, ki je prisluhnil našim argumentom, namreč krajevna skupnost mesto Idrija in rudnik živega srebra so takrat pripravili elaborat rudarske škode in s tem elaboratom smo šli k ministru leta 1995 in leta 1996 je Idrija dobila izplačilo prve rudarske škode, ki se je potem izplačevala vse do leta 2014. Mislim, da je bilo okrog 7 milijonov evrov na ta račun izplačanih tako za gospodarsko infrastrukturo, komunalno infrastrukturo, za javne zgradbe, za zasebne zgradbe, tako da vse tisto, kar je bilo na območju rudarske škode, je bilo nekako sanirano, čeprav jaz sem mnenja, da je treba ponovno pripraviti elaborat rudarske škode, ga novelirati, kajti niso bili še vsi projekti sanirani v celoti, pa tudi komunalna infrastruktura ne. Sedaj je tukaj na potezi občina. Je pa zakon o varstvu okolja, ki vključuje termin degradirano okolje. Vlada lahko s posebnim sklepom neko območje razglasi za degradirano območje in potem sprejme ukrepe za sanacijo tega degradiranega območja. V zvezi s tem sem postavil tudi nekaj poslanskih vprašanj in rešitev gre v tej smeri. Se pravi, prvič pripraviti elaborat rudarske škode in drugič razglasiti del območja za degradirano območje in potem narediti program sanacije. Med vašimi poslanskimi vprašanji se pogosto najdejo tudi vprašanja, ki so povezane s cestami. Ta cesta od Želina do Mosta na Soči je skoraj zgledno urejena. Kdaj bomo dočakali še povezavo od Želina do Idrije oziroma Godoviča, Logatca? V tem mandatu sem postavil več poslanskih vprašanj, no in končno je odsek Želin Spodnja Idrija prišel v načrt razvojnih programov države.
in za to je v načrtu razvojnih programov rezerviranih nekaj več kot 30 milijonov evrov. Letos je rezerviranih tudi nekaj več kot 200 tisoč za pripravo dokumentacije, tako da naj bi se prvi večji posegi na tem odseku dogajali po letu 2025. Sedaj smo priča velikemu gradbišču na Marofu. Kdaj pa bo predor v Spodnji Idriji mimo središča? No, od Podrateje do Spodnje Idrije sedaj poteka velika investicija v višini 12 milijonov evrov. To je bilo tudi že kar nekaj časa v načrtu razvojnih programov države, končno so zasadili letos oziroma konec lanskega leta lopato in jaz verjamem, da en del bo končan do konca letošnjega leta, celotna investicija pa do konca leta 2023. Glede predora oziroma obvoznice Spodnja Idrija pa se sedaj ta umešča v prostor, kajti gre za relativno velik poseg in je potrebno sprejeti državni prostorski načrt za to obvoznico in seveda tudi ta projekt je v načrtu, v razvojnem načrtu države. Sedaj smo govorili v glavnem o vaših uspehih. Tudi v politiki najbrž se zgodi kdaj, da kateri od projektov ne uspe. Se vam je kdaj zalomilo? Ja, marsikdaj. Treba pa je biti vztrajen, potrpežljiv, tako da uspeh slej ali prej pride, tudi če so te kdaj zavrnili. Konec koncev o amandmaju, o katerem sva govorila na začetku, je najprej odbor za kulturo glasoval proti, na plenarnem zasedanju pa je bil projekt sprejet. Se v politiki obrestuje, če je človek tako zamerljiv? Ne, jaz nisem bil nikoli zamerljiv. Jaz sodelujem z vsemi poslankami in poslanci, v njih ne vidim političnih nasprotnikov, temveč tekmece, tako da le skupaj lahko naredimo preboj naprej. V parlamentu delate kot član poslanske skupine Socialnih demokratov. Tudi sedaj ste, bi rekel, nominirani na naslednjih volitvah za nadaljevanje mandata. Kakšni so programski poudarki vaše skupine? No, ravno danes je bila vložena lista kandidatov in kandidatk Socialnih demokratov za državnozborske volitve. Imamo 86 odličnih kandidatov in kandidat, zelo veliko žensk, mladih. Imamo program na več kot 200 straneh, imamo ekipo, ki je zelo sposobna, izkušena in ima energijo, tako da jaz sem prepričan, da bomo naredili dober rezultat. Glede poudarkov bi pa dal predvsem na prvo mesto nadaljnji razvoj javnega zdravstva, javnega šolstva. Tukaj imamo zelo ambiciozen projekt gradnje 10 tisoč stanovanj in to neprofitnih stanovanj, kajti vemo, mladi, da se ne odseljujejo, želijo imeti svoj dom, svoje novo stanovanje in tukaj bo to kar velik projekt. Poleg tega se zavzemamo za to, da bi bila minimalna pokojnina vsaj 700 evrov in še marsikaj je v našem programu. Če pa pogledamo moj lokalni program tukaj, pa se bom seveda še naprej zavzemal za modernizacijo državne cestne mreže, za projekte na področju kulture, kulturnega turizma. Rad bi dosegel še nekaj, mislim, da je treba končati s siromašenjem kvalitete življenja v manjših lokalnih skupnosti. Poglejte, pokriti je treba v Sloveniji z internetom vse bele in sive lise, tako tudi pri nas. Potrebna je gradnja stanovanj za mlade na demografsko ogroženih področjih. To, da so ukinili več kot 100 bankomatov in poslovalnic bančnih, je nezaslišano. To, da ukinjajo poštne storitve, je prav tako nezaslišano. Mislim, da bi morali
to na nivoju države in lokalne skupnosti tudi subvencionirati nazaj. Recimo država je lastnica Pošte Slovenije, potrebno je nazaj revitalizirati to poštno mrežo, poslovalnice, ravno tako velja za bankomate, za to, da bodo ljudje imeli lažji dostop do teh najbolj osnovnih storitev. Poleg tega sem se zavzel tudi za to, da se vrnejo nekatere ustanove nazaj, da se urniki prilagodijo občanov. Dal sem posebno poslansko pobudo na to temo Vladi Republike Slovenije, čeprav je mesec dni, ki ga ima vlada na razpolago, že mimo, nisem še prejel odgovora. Me je pa klical direktor Finančne uprave Republike Slovenije, Ivan Simič, kjer sva se pogovarjala o tem, da bi nekaj več bila odprta tudi izpostava Fursa v Idriji. Se pravi, nekaj se s to pobudo dogaja, bomo videli pa, kakšen bo odgovor. Jaz pa ne bom odnehal, ampak bom vztrajal, da se kvaliteta življenja tudi v manjših lokalnih skupnostih dvigne. Ta pomlad prinaša počasen konec epidemije, prinaša volitve, neko novo upanje. Vam ta stik z naravo veliko pomeni? Ja, 2 leti epidemije koronavirusa, čeprav se zdaj število zopet rahlo povečuje, in potem še ta vojna v Ukrajini, kjer smo se zbudili v popolnoma novem svetu, popolnoma drugačni Evropi, tako da brez stika z naravo ne bi šlo. Jaz zelo rad delam na vrtu, gobarim, ribolov je moj hobi, tako da vsak prosti trenutek izkoristim za naravo in jaz komaj čakam, da se začne pomlad. Vem, da ste pogosto tudi pri Polancu, kjer imate z očetom majhno hišico, vikend. Kdo komu pomaga, vi njemu ali on vam? Oče bo 23. maja praznoval svoj 102. rojstni dan, pa je še vedno zelo aktiven. Danes sva bila v kmetijski zadrugi in sva nakupila semenski krompir in še druge stvari, ki so potrebne za začetek dela na vrtu. Pri Polancu na njivi je že velik kup hlevskega gnoja, sosedne kmetije na Čerinovšu, tako da prav kmalu bomo začeli intenzivno pripravljati svoj vrtiček. Pa tudi jaz upam, da bo letošnje leto goriška sevka bolj rodila, kajti lansko leto skoraj ni bila jabolka na njej, pa tudi gobarska sezona lanskoletna bo šla v anale kot ena najslabših. Jaz upam, da bo letos bolje tudi na tem področju. Vsekakor slišim, da pišete tudi novo knjigo. Pravzaprav je knjiga že napisana, gre za zbirko poslanskih pobud in vprašanj, ki sem jih naslovil na številne ministre in ministrice od leta 1997 do danes. Sedaj urejam to gradivo, je kar veliko dela in verjamem, če bo šlo vse po sreči, da bo išla do konca tega leta in se pridružila prvencema knjigi Franja, Muzej človeške plemenitosti, ki sem jo izdal leta 1999, in knjigi Pisma s poslanskega sedeža 108, ki so izšli leta 2015. Upajmo na obilno letino tudi na tem področju. Samo Bevk, hvala za ta pogovor, hvala za obisk v našem studiu in želim vam, da bi se vam to leto, prelomno leto, končalo, izpeljalo tako, kot si sami najbolj želite. Hvala lepa tudi vam za povabilo. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.